Mateja Tonina podpiram predvsem zato, ker stavim na mlade. In pa tudi zato, ker spoštuje vrednote, obče človeške vrednote in tudi jih v bistvu živi, kar je že dokazal z dosedanjim delom in pa sploh pa zdaj v tem času pred volitvami je izredno dobro nam pokazal tudi svoje srce in dušo. Zakaj pa Matej Tonin? Matej Tonin pripada pomladni opciji in znotraj pomladne opcije lahko za vso gotovost trdim, za njegovo izobrazbo, ki je tista, ki jo morajo imeti novi politiki, torej politološko izobrazbo, za svojo energijo, svojim žarom, predvsem pa s svojo umeščenostjo v vrh Nove Slovenije, ker to je bistvo. Matej Tonin soustvarja politiko na državnem nivoju in jaz sem mu to že večkrat rekel, Matej, ni zate Kamnik, pa neko podžupansko mesto, pa neko delovno mesto na občini. Tvoje mesto je v Ljubljani in jaz sem prepričan, da se bo to zgodilo in jaz bi želel vsem ljudem na nek način namigati, splača se obkrožiti Mateja Tonina, ker Matej Tonin ne bo v parlamentu samo eden od tistih, ki dviguje rok, Matej Tonin bo postal eden od soustvarjalcev slovenske nove politike, tako kot je bil njegov predhodnik France Tomšič pred 20 leti. Jaz ga podpiram zaradi tega, ker mislim, da je izmed vseh kamniških kandidatov edini formirani politik. Prvič ima tako izobrazbo, drugič ima politične izkušnje in tretjič razmišlja o politiki in dela v politiki že vrsto let. Nima ekstremnih stališč, ima zmerna stališča, kar se mi zdi, da je primerno za sodobni čas. Zagovarja program Nove Slovenije, ki ga zagovarjam tudi jaz. Matej Tonin je že znan v Kamniku kot predsednik Nove Slovenije in je izredno prodoren, je podpredsednik stranke NSI Slovenija, kjer smo ga videli tudi na taboru v Ribnici in ima izredno prodorne besede, tako da jaz pričakujem, da bo tudi s pomočjo njega Nova Slovenija veliko pridobila na volitvah. Mateja Tonina podpiram za poslanca zato, ker je mlad, študiran, pošten in jaz mislim, da taki je vezno, da pridejo v parlament.